Pasja radost novega davka. Da je pes človekov najboljši prijatelj in da bi lastniki psov za tovrstnega prijatelja, četudi ga niso nikoli spoznali, naredili vse, se ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić očitno dovolj dobro zaveda. Slovensko javnost je namreč razburila z napovedjo, da bi financiranje zavetišč za zapuščene živali uredili kar z uvedbo nove oblike dajatve za lastnike psov. Poenostavimo. Zgolj tisti, ki dobro skrbite za svojega psa in ob nakupu hrane in opreme zanj ter za storitve veterinarja, pasjega frizerja, že tako plačujete davke, boste zelo verjetno po novem plačevali še za živali, ki so imele manj sreče zdaj že bivšimi lastniki. A na ministrstvu pomirjajo, da brez soglasja občin v predlogu zakona tega ne bo in zatrjujejo, da to ne bi bil nov davek, pač pa obvezen namenski prispevek. Potencialne možnosti za občine, da nam, če želijo, poberejo še tisto, kar nam je ob visokih parkirninah, dragi oskrbi za otroke v vrtcih, preplačanih komunalnih prispevkih, ostalo, ne zvenijo kot možnosti. Bolj spominjajo na super priložnosti, da cesar pobere še več tistega, kar ima za svoje. In to pod Robin Hoodovsko pretvezo, da se pobere tam, kjer je in se da, kjer ni. Tudi beden argument je argument. Že slišano, češ, da podoben sistem že več let prakticira v državah, po katerih se zgledujemo v vsem. No, razen pri plačah. Prepričan sem, da nimam svojega psa nič manj rad, kot ga ima denimo Nemec, ker me teh 20 evrov žuli bolj, kot ob večkratniku moje plače Nemca 100. A žuli me iz drugega razloga, ker je ta pasji davek usmerjen zgolj na tiste, ki so deklarirani lastniki psov, evidentirani in označeni, čipirani, če želite, ker je to edini skupni imenovalec te bizarnosti. Zakaj pa? Ker lahko. Ob poigravanju s podobno bizarnimi primerjavami, ki mi pridejo na misel, morda izstopa tista, da bi, če bi vprašali mene, sam obdavčil še vse lastnike plazilcev in vodnih živali. Tako bi mariborski akvarij končno dobil denar, ki ga že od črno-belih časov krvavo potrebuje.